ne le bolniki z demenco, tudi njihovi svojci se spopadajo z izjemnimi težavami, ki jih prinaša ta bolezen. Toda pravočasni začetek zdravljenja in čim bolj celovita redna obravnava lahko pripomoreta k temu, da obolelega ta bolezen vendarle ne prizadene preveč. Pri tem so mu v pomoč različne stvari. Kaj lahko o tem poveste kot zdravnica, ki dela v zdravstvenem domu? Tako je. Pri demenciji jaz vedno začnem pri prepoznavanju bolezni. Preden ta bolezen se tako prikrade kot nepovabljena gostja v vsako družino, v življenje ene osebe in mu odzame neke sposobnosti in ga pravzaprav pelje po čisto neki svoji poti in je resnično to obdobje prepoznavanja težko. Zato, ker veliko je konfliktov, zaradi tega, ker bolnik ne ve, kaj dela, drugi ne vejo, da je še bolnik in preden se stavijo to zgodbo, da pravzaprav ni nesramen, ni bleht, ni nalašč nekaj naredil, da pridejo do tega, da je pravzaprav mogoče pa bolan. In seveda potem je, ko pomislijo na to, je treba še vedno iti to križev pot do zdravnika, se tam dogovoriti, na preiskave, da nekako dobiš zdravilo. In to je tisti čas sprejemanja bolezni, ki je za vsako družino naporen in tudi za bolnika. In ko imamo diagnozo, potem je pa nekako lažje. Potem vemo, da bolnik ni tisti, ki bi se on prilagajal nam. Mi probamo svojcem res dopovedati, da bolnik ne dela nalašč, da on ne zmore določenih stvari, da mu morajo pomagati in predvsem, da so oni tisti, ki se morajo njemu prilagajati in ustvarjati tako okolje in take pogoje, da se mu določene stvari ne ponavljajo. Recimo, jaz v praksi velikokrat vidim, da že vse vejo, kako ne zmore, pa mu mora pomagati, pa mu ne smejo, mu skrijejo kakšen šrofen cigar in tako naprej, avto mu pa še kar pustijo voziti, zato gre pa sam do druge vasi, sam do njive gre, Nekako tudi v zavesti svojcev je težko zavestiti, vse vejo o demenci, veliko so prebrali, ampak niso pa še tako v praksi, pa težje to delati, Niso pripravljeni, da bi mu ključe vzeli pa rekli, joj, nisi sposoben, ne smeš, zato ker ogrožaš sebe in druge. Pa, mislim, demenca ima res veliko obrazov, skrb za bolnika z demenco je izjemno kompleksna in potrebuje veliko energije svojcev in vseh tistih, ki jim pomagajo. Lahko morda predstavite kakšen primer, pri katerem je prepoznava demence težka. Svojci to pripisujejo morda starosti, pojavom staranja, v resnici pa prihaja do pomembnih nevrodegenerativnih sprememb, ki jih je treba obravnavati strokovno in nuditi pomoč. Veste, vsak dan v ambulanti srečujemo ljudi, ki jim ne moremo pomagati, in ne vemo zakaj. Zato, ker pišemo ta zdravila proti bolečini, pa ne pomagajo, pa druga ne pomagajo, pa pišemo zdravila zato, ker težko dihajo, pa pišemo, zdravila zato, ker jih tišči v prsih, Veliko zdravstvenih stanj obravnavamo, preden mogoče na koncu pa le pomislimo, mogoče pa zdravil ne jemlje, mogoče ni razumel. Dajemo 1000 nasvetov vsak dan v ambulanti, ko se niti ne zavedamo, da bo čez 5 ali pa čez 10 minut pozabil in ne bo vedel in mi se bomo jezili, saj smo mu povedali, Tudi svojce pokličemo, jaz se spomnim primera zdaj pred kratkim, ko sem se pogovarjala s svojci, vse razložila, vse, ampak seveda bolnik še naprej hodi po svoja zdravila, še vedno se jezi, da tega ni dobil, seveda, ker je tudi kaj izgubil, ker smo se zmenili, da ne svojci doma pospravijo zdravila, da jih ne bo imel preveč, on misli, da mu jih je zmanjkalo, pa pride nazaj, tako da v bistvu to so take vsakdanje zadeve, ki jih mi niti ne jemljemo kot demenca, dejansko, če bi pa zelo natančno pogledali, bi pa marsikoga pravzaprav odkrili kot bolnika z demenco. Sam trenutno v družinski medicini smo izjemno obremenjeni, časovno obremenjeni z bolniki in tudi verjetno, če kdaj zaslutiš, se bojiš, ker so to obravnave vedno dolge in seveda ne vedno tako zelo uspešne na kratek rok. Gotovo je to, da je epidemija novega koronavirusa dala poseben pečat
obravnavi pacientov. To pacienti potrjujejo iz dneva v dan, to izkušate tudi sami v konkretni, bistveno spremenjeni praksi. Kako preseči te težave, na katere zdaj opozarjajo recimo pacienti s številnimi diagnozami, češ da so vse te diagnoze postale nekako pod navednicami zanemarjene, postavljene ob stran, da se daje prednost obravnavi COVID-a. Kaj storiti, da bi se poskrbelo za res pravočasno zdravljenje tudi na tej ravni? Ampak veste, zgleda, da je res ta COVID postavil vse na glavo, ne? Dejstvo pa je, najprej moramo poskrbeti za to, da to krizo, COVID krizo preživimo in da jo preživimo zdravi. In tudi naši bolniki z demencijo, da jo preživijo. Se pravi, da moramo podpirati načeloma vse ukrepe, da ne pridemo v stik, čeprav to pomeni za nek določen čas, seveda, da je manj stikov, da je manj pregledov, da je manj kontaktov tudi glede ostalih bolezni. Ne? V bistvu, jaz nekako rečem, COVID kriza je kot vojna. Najprej jo treba preživeti, potem bomo pa šli naprej. Mogoče s malo počasnejšimi koraki. Ne? In včasih v taki vojni tudi se ne ukvarjamo ravno, kakšno barvo las imamo, ne? In z drobnimi malenkostmi, ampak seveda moramo, tudi ko iščemo pomoč, v družinski medicini se osredotočiti na bistveno. Se pravi, nekdo, ki že 20 let skrbi za sladkorno bolezen ali pa za hipertenzijo, če je do takrat dobro skrbel, bo tudi to leto preživel. Ne? In bo prihajal pravzaprav dejansko samo ob nekem poslabšanju, ob neki spremembi. In tako da si mislim, da mogoče nas bo presenečalo breme raka, bomo videli, ali pa mogoče ne. Ampak mislim, da bi pač ljudje najprej mogli pri sebi prevetriti, katere so tiste ključne težave. Seveda je pa dostopnost dejansko res zmanjšana. Mogoče še najbolj veste ta osebni stik, ki v bistvu obremenjuje tako bolnike kot zdravnike, ker ga ni. Ne? Zato, ker tudi zdravnik marsikaj poznaš, če poznaš bolnika, ampak velikokrat pa pravzaprav ravno iz tega kontakta ti zbudi neko misel, da je mogoče kaj drugega narobe, ko se z bolnikom pogovarjaš, že samo masko ali jo imamo na sebi, ali pa govorimo je drugače, ker ti vidiš bolnikov obraz, kakšen je njegov izraz, ne? In se lahko osredotočaš, koliko je stvar resna. Vse ljudje so različni, ne? Eni bojo žlobudrali in se bo zgubil v žlobudranju, drugi komaj kaj povejo, pa boš moral res brskati, pa iskati kot zdravnik za dodatno informacijo. Tako, v bistvu je težko vsem, ne? Težko vsem. Bolniki pa dejansko se mi zdi, da bi več poudarka morali dajati na te terenske službe, ki so pri nas podhranjene, podcenjene. Malo imamo terenskih služb, patronažna služba ima veliko dela, imamo nego, pomoč, to so vse službe, ki se razvijajo, problemi subvencioniranja teh služb in seveda bolniki potem se ne odločajo za te službe, ne, za njihovo pomoč. Tudi splošno Slovenci smo zelo zakrknjen narod, ne radi odpiramo vrata, ne radi rečemo, da smo ubogi, da rabimo nekoga. Tako da v bistvu to so vse take stigme, ki jih bomo mogli v naslednjih letih premagovati tako na osebni ravni kot na sistemski ravni. Ne? Socialne službe se mi zdi, da bi mogli zelo okrepiti in predvsem vse te terenske službe povezati med sabo. Po drugi strani pa pravzaprav v zdajšnjem času številni problemi, na katere se v zdravstvu opozarja že leta in leta, prihajajo na plan. Zdi se, da so zdaj prikazali svoj pravi obraz zelo realno, tudi zelo boleče in nekako lahko rečemo, da le upamo, da bo to veljalo tudi kot spodbuda za ustrezno ukrepanje in za ureditev celotnega sistema. Kaj menite o tem? Obstaja to upanje, je realno? Poglejte, jaz delam v tej družinski medicini pravzaprav zdaj že 30 let. In se mi zdi, da smo izjemno dobro razvili stroko. Mi imamo v Sloveniji vrhunsko družinsko medicino. In tudi tujcem, ko prihajamo v stik z njimi,
ni jasno, kaj je zdaj pri nas. Tako dobri smo in po drugi strani nas je premalo. Gre navzdol. Ko poslušaš, pravzaprav zdaj v zadnjem mesecu, ne, so kar naenkrat pozivi, dostopnost do zdravnika ni. Če jih ni. Ne moreš povečati dostopnosti, če zdravnikov ni. Ne, to je približno isto, kot če bi rad se peljal na Ravne na Koroškem z avtocesto, ne, po avtocesti, ampak če avtoceste ni, ne moreš tja priti po avtocesti. Tako da se mi zdi, da če ne bomo ujeli čisto zadnjega vlaka, da bomo razvijali, da bomo dali neke spodbude, neko motivacijo tem mladim zdravnikom, da se prvič bojo odločali, prvič, da je število zdravnikov sploh premajhno in drugič, da se bojo mladi odločali za družinsko medicino, kar gre v to skupno misel, da moramo okrepiti terenske službe, ker danes zdravnik družinske medicine v ambulanti ne zmore vse papirologije in vseh stikov v ambulanti, kamoli, da bi potem še seveda šel na teren, kar bi bilo tudi potrebno, kar bi bilo pravzaprav tisto osnovno, tudi delo zdravnika, ne, da tistemu, ki ne more priti do njega, gre tudi on k njemu, ne. No, se mi zdi, da če ne bomo ujeli zadnjega vlaka, da bomo postali zelo redki in mogoče zato cenjeni, ampak predvsem bo to slabo za kakovost slovenskega zdravstva in tudi kakovost obravnave slovenskega bolnika.